V Sloveniji vsako leto zaradi gripe zboli več kot 5% prebivalstva. Gripa ima pri starejših bolnikih s kroničnimi boleznimi srca in pljuč lahko zelo težek potek z zapleti in celo z smrtnim izidom. Gripa je akutna virusna bolezen dihal, ki se pri nas javlja v zimskih mesecih. Znaki gripe so visoka telesna temperatura, bolečine v mišicah, kosteh, bolečine v žrelu, suh kašelj, ki lahko traja več tednov, glavobol, utrujenost. Običajno ti znaki minejo v enem tednu, kašelj pa lahko vztraja nekaj tednov. Cepljenje je pomembno, ker ščiti pred boleznijo in zapleti. S cepljenjem najbolj ogroženih skupin pa zmanjšamo tveganje za smrt zaradi bolezni same ali njenih zapletov. Lahko se cepijo vsi prebivalci starejši od 6 mesecev. Mi pa posebej priporočamo starejšima od 65 let, kroničnim bolnikom, zdravstvenim delavcem, nosečnicam in otrokom, ter tudi družinskim članom teh naštetih ranljivih skupin. Za zaščito je potreben en odmerek cepiva pred vsako sezono gripe. Otroci mlajši od 9 let, ki še nikoli prej niso bili cepljeni proti gripi, praviloma prejmejo 2 odmerka cepiva s presledkom najmanj 4 tedne. Cepljenje poteka predvsem pri osebnih zdravnikih, v zdravstvenih domovih in tudi na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Pri nas na območnih enotah prosimo in svetujemo, da se vnaprej naredi termin v izogib gneči in čakanju v ambulantah. Pred gripo se lahko zavarujemo z rednim in temeljitim umivanjem rok z milom in vodo, z rednim čiščenjem površin in predmetov z vodo ter detergentom. Razkuževanje rok in površin je smiselno pri negi in zdravljenju bolnikov ter izjemoma, kadar ni možno umivanje z vodo in milom. Pred gripo se lahko zavarujemo tudi tako, da redno zračimo prostore. Cepljenje se odsvetuje le tem, ki imajo znane težke alergijske reakcije na samo cepivo proti gripi ali na nekatero od njegovih sestavin. V primeru, da oseba ima neko resno akutno bolezen z zvišano temperaturo, potem se samo odloži. Komu se odsvetuje cepljenje? Cepivo proti gripi je varno. Oseba ne more zboleti za gripo, ker cepivo ne vsebuje virusa. Lahko pa pride v redkih primerih do neželenih učinkov. Najpogosteje ti neželeni učinki so lokalni na mestu vboda, kot ena oteklina, rdečina, bolečina. Redko pa pride do kakšnih splošnih znakov, kot so utrujenost ali glavobol, in vsi ti znaki hitro minejo, najpozneje čez nekaj dni. Cepivo proti gripi ne more povzročiti bolezni, saj ne vsebuje virusa gripe in je varno. O tem, kje poteka cepljenje, v nadaljevanju. Cepimo se lahko pri osebnih zdravnikih, v zdravstvenih domovih in na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje se je potrebno predhodno naročiti v izogib gneči in čakanju v ambulantah. Gripa se prenaša s kužnimi kapljicami in prek površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice, ki nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju, lahko prepotujejo razdaljo do največ 1 metra, zato je za prenos virusa potreben tesnejši stik z obolelim, običajno v zaprtem prostoru. Na površini lahko virus preživi več ur. Priporočamo vsakoletno cepljenje zaradi tega, ker se virus gripe spreminja vsako leto. Torej, vsako leto se pripravi novo prilagojeno cepivo, prilagojeno tem novim virusom. In je učinkovito proti virusom gripe, ne ščiti pa proti ostalim virusom za respiratorne bolezni. Ampak najpomembnejše je, da ščiti proti gripi, kajti gripa ima hud potek bolezni, ostale respiratorne bolezni pa ne tako. S pravilnim načinom kašljanja in kihanja v zgornji del rokava ali v papirnat robček, ki ga tako po uporabi odvržemo v smeti, in z rednim umivanjem rok z milom lahko preprečimo širjenje gripe. Potrebna je higiena kašlja, higiena kihanja, uporaba robčkov za enkratno uporabo, ki jih po uporabi potem odvržemo v smeti, in potrebno je redno čiščenje
prostorov oziroma površin v prostoru ter redno prezračevanje. Mi svetujemo seveda še izogib zaprtim prostorom, ki je veliko ljudi. Po cepljenju se zaščita razvije po 1 do 2 tednih, odvisno od imunskega sistema. Za koga pa je posebej nevarna? Gripa je najbolj nevarna za starejše od 65 let, za osebe, ki imajo kronične bolezni, za male otroke, za nosečnice. Cepljenje proti gripi se je udeležil tudi Štefan Pavlinjek. Poglejmo, kaj je povedal. Vsako leto cepi, leta pa leta. Skoraj vsako leto sem imel gripo, pa težko da mi je tistega tedna življenje preživeti v postelji čez eno sekundo s to injekcijo lahko to preprečim. Pa vedem, da imam zelo dobre izkušnje od tistega časa, ko se cepim, nima več gripe, pa tudi se mi zdi si bolj odporen na prehlad in vse drugo. Zakaj je pomembno, da se cepimo proti gripi, Štefan pove? Ja, gripa lahko tudi povzroči razne okvare na srcu in drugod. In zakaj bi tvegal, če se da s cepivi rešiti? Če zbolimo, zdravniki priporočajo, da ostanemo doma, počivamo in pijemo tople napitke, visoko vročino znižujemo z zdravili za zniževanje telesne temperature. Pri tem je še pomembno, da gripo povzroča virus, zato je jemanje antibiotika brez učinka. Pri starejših, ki se zdravijo zaradi kroničnih bolezni in pri ljudeh z slabo obrambno sposobnostjo, lahko gripa poteka v hujši obliki. Če v nekaj dneh ne pride do izboljšanja, če ne pade visoka temperatura in se kašlju pridruži težko dihanje, je priporočen posvet z zdravnikom.